Naj začnem mogoče malo drugače, kot ponavadi sem znam bolj kot suhoparen, kot bolj tehničen človek, ampak bi rad mogoče eno osebno notico povedal, ki je pa tudi dosti povezana z življenjem in delom v gledališču in delom gledališča. Namreč letos vstopamo v moje 5. leto, drugi mandat in tudi zaključujemo na nek način eno dolgo obdobje, hvala Bogu, uspešno, z skupnimi močmi, ki se je začelo pravzaprav na dan, ko smo šli pred 5 leti, če se spomnite, v popolno zaprte države, kulture, umetnosti. To je bil pa tudi moj prvi dan, 16. marca, ko sem nastope delal. 3 dolga leta smo imeli obdobje suhih krav za kulturo, tudi za naše šentjakobsko gledališče, ki mora večino sredstev pridobiti seveda na trgu s svojimi lastnimi sposobnostmi, preko gostovanj, preko prodaje vstopnic, preko abonmajev. Mi smo hvaležni vsem, ki so nas ta leta podpirali. Sedaj po tem obdobju moram reči, da zaradi z velikim optimizmom naprej, da smo to težko obdobje nekako pustili za sabo in se tudi veliko bolj drzno, upam, da ne kar predrzno, lotevamo novih izzivov, se pravi takih, ki nemara grejo, se pravi, tudi nekoliko konkret tega, kar smo počeli do zdaj, pa kot smo bili percipirani do sedaj. Seveda, še vedno smo zavezani našim članom, še vedno smo seveda v prvenstveno društvo, skupnost prostovoljcev, ki tukaj žrtvujejo svoje neštete ure prostega časa. 164 članov imamo v tem trenutku, smo eno največjih, če ne največje ljubiteljsko gledališče. Pravzaprav večji smo verjetno od superpopularnih gledališč, morda razen kakšne SNG plus opere skupaj. To, kar počnemo, to bomo počeli tudi naprej. Naša glavni proizvodi, da tako rečem, so produkcije, so gledališke predstave. V letošnjem letu jih imamo 4 na repertoarju in še 2 do 3 predstave, kateri bomo omogočili, da na naših odrih z našimi igralci zaživijo svoje življenje. Sedaj bi ta moj del nekako končal, bi ga povedal naprej na našega umetniškega vodja, ki pa danes na žalost ni tukaj. Tik pred zdajce nam je odpovedal zaradi službenih obveznosti. On nam je poslal kratko izjavo, da ste dobili tudi v press release, če še niste. Pa bi mogoče kar prebral to njegovo izjavo, pa potem, ko bom besedo predal, nisem nas predstavil, kdo od mene je Miran Dolog, direktor. Tukaj je Jasmin Kovic, režiserka naše prve premierske prizorite, Saša Strnat, vode projektov, marketing in PR, in pa Srečko Krmavner, organizator kulturnih dogodkov in pa tudi igralec v šentjakobskem gledališču, pravzaprav lahko imamo Hrvak. Sedaj pa bi prebral izjavo dr. Roka Andresa, umetniškega vodja. Program sezone 2025-26 šentjakobskega gledališča je nadaljevanje preteklih sezon, kjer so bili v ospredju projekti, ki so naslavljali ansambl kolektiv in tradicijo šentjakobskega. Nova sezona je oblikovana kot dialog s stvarnostjo, s programom. Želimo premisliti stanje sveta na način, da se vrnemo v gledališkemu bistvu. Krovna tema prihodne sezone je zelo splošno realizem, kjer se pojavljajo 3 pogoje za gledališko umetnino. Igra, odnos, režija. Prav vsi projekti našo pozornost preusmerjajo iz spektakelskega od ekranov na odnos in pogled, na živo igro, prizemljeno situacijo in realistično postav. Vse izbrana besedila za sezono 25-26 premišljujejo človeško civilizacijo, naš svet in posameznika skozi optiko osnovne gledališke situacije. Nova sezona predstavlja bazo, na kateri pričnemo misliti gledališče. Vse 4 besedila potrebujejo samo izvrstno igralsko zasedbo in premišljeno režijo. Zato jih razumem tudi v smislu razvoja talentov in ansambla. Želim si, da se lahko mojstrimo v igralske umetnosti in umetniški besedi, hkrati pa da nas gledalce in ustvarjalce teme medosebnih in partnerskih odnosov ter resnice, iluzije in laži nasmejejo, pretresejo in nam omogočijo temeljni premislek o lastnem obstoju, svetu, v katerem bivamo, ter družbi, ki jo ustvarjamo. Tukaj bi zaključil.
Naj pa kljub temu razkrijem naslove, ki bomo ustvarjali in pa režiserje, kot pomenjeno. Tukaj se nam bo čez kratek čas predstavila gospa Jasmin Kovic z predstavo Harolda Pinterja Prevara. Premiero bomo doživeli oktobra 2025, se pravi čez nekaj tednov, zelo malo, 3. oktobra. Naslednja predstava pod režijsko vodstvo taktirko Ire Ratej je Šunder v dvorani, krstna prizoritev za Slovenijo, Michaela Frejna. Potem bo Mara Bulc režiral kot prvo predstavo v prihodnem letu Florana Zelerja Njegova laž. In pa zadnja predstava bo Conor McPherson Yes, režiser pa Aleš Valič, s katerim smo tudi z Jasmin že pred 2 leti sodelovali, oziroma mislim, da smo zavešen pred 3 leti sodelovali. Potem bo še nekaj manjših predstav, ki se ustvarjajo tukaj z našimi ustvarjalci, in pa ena premiera, ki smo jo ustvarili z Kralji ulice in pa z Dijaškim centrom Ivana Cankarja, in sicer Tavbijevo delo Ljubljana Zidani most, ki bo doživela premiero še v tem letu na našem odru, in pa pesniški dogodek proti koncu. Kar bi še omenil, preden zaključim ta nov del in predam naprej besedo, je, da letošnja sezona pravzaprav obeležujemo 105. obletnico našega gledališča. Ustanovljeni smo bili pravzaprav v 2 datumih, imamo 2 rojstna dneva, prvi je 12.12.1920, ko so se tedajni naši očaki in očakinje gledališča prvič srečali na napitnicah v gostilni pri poleg cerkve svetega Florjana, odhoder tudi naše Šentjakoba, svetega Jakoba, odhoder tudi naše ime. Druga pa je pravzaprav 9. juni 1921, ko predvidevamo, da bomo letos po 105 letih tudi slavnostno obeležili za premierno, ali pa predstavo ob koncu sezone. Sedaj pa bi to povabil gospod Jasmin Kovic, ki jo zelo lepo pozdravljamo že drugič v našem gledališču, naše prve srečanje na predstavi Popolnih tujcev, ki ga je sama režirala, povedala, pripravila in se sploh predstavila kot vsestranska in uspešna ustvarjalka našemu srednjem slovenskem posluhu, da tako rečem, je potrovalo nastanek ideje za to, da stopimo v sodelovanje pri predstavi Prevare Harolda Pinterja. Morda če še izdan, da ti ne bom vzel besed, pravzaprav mislim, da je bila ideja za Prevaro pravzaprav tvoja. Pa bi kar mogoče prosil, kako je iniciacija te predstave nastala, kje ste v projektu in pravzaprav o čem to delo govori? Hvala najprej Dilan in seveda celotnemu gledališču za izkazano zaupanje, zato da sem lahko ponovno tukaj že drugič. Zelo dobro sem se imela v sodelovanju s ansamblom pred 2 letoma in mi je veliko veselje seveda spet sprejeti ta projekt in sodelovati v tako kompleksnem tekstu, ki je na videz lahkotna drama, v resnici pa je kar kompleksna psihološka drama. Dela smo se seveda lotili na vse skrbno in smo se resno in natančno. Gre v prvi vrsti po mojem tudi zahvala seveda igralcem, ki so ta izziv sprejeli ravno tako z veliko vnemo, natančnostjo in predanostjo do teksta in do projekta, pri katerem sodelujejo. Brez takega seveda ansambla, brez takih igralcev tak velik igralski pobit ne bi bil seveda mogoč, vsaj v ljubiteljskem krogu gotovo. Torej, zahvala tudi seveda gledališču in zaodrskim sodelavcem, ki bodo seveda omogočili, da bomo lahko to predstavo v tako kratkem času lahko postavili na oder.
naj anticipiram, da smo s pravnimi vajami in seveda dramaturško razčlenbo začeli že pred začetkom poletne pauze. Zdaj smo se ponovno zbrali in začeli s polno vnemo, kajti premiera nas čaka že 3. oktobra in je kar malo časa in je seveda zaradi večplastnosti teksta, v katerem se večkrat sami malo zaplavamo in malo zgubimo, ker odkrivamo vedno nove detajlčke, seveda tak izziv v tako kratkem času še toliko bolj težak, ampak seveda kljub vsemu mislim, da nam bo uspelo, saj so igralci in seveda tudi naši sodelavci navdušeni na izbiro teksta in na tem publiko. Prevara, ja, jaz sem ga prvič se s tem tekstom srečala v italijanskem prevodu. V italijanskem prevodu je to tradimenti, torej prevare. To že marsikaj pove o tem, saj je prevara ni samo ena, čeprav je seveda v ospredju ljubezenski trikotnik in je v ospredju seveda ljubezenska prevara. Prevar je več. Prevara je tudi prevara do prijateljev, osebnostna prevara. In prevara je navsezadnje tudi prevara v smislu skrivanja resnice. Skrivanja resnice, ki postane na nek način tudi pravi dramaturški motor celotne zgodbe. Naj povem, da se večkrat zgodi, naj omenim tudi recimo Laž Florjana Zellerja, ki sloni kot vse njegove drame in vsa njegova dramaturgija predvsem na prikrivanju neke resnice. Režiser mora paziti, kot tudi igralci, predvsem na to, da ne preveč razkrije, da pazi, da ohranja tisto skrivnost, ki je v teh dramah seveda zelo pomembna. Naj povem, da torej, katere so še malo povezave tega Pinterjevega teksta oziroma te prevare s sodobnostjo. Danes seveda se srečujemo s številnimi minimalističnimi tokovi. Nekako, to so tokovi, ki so nekako zrasli iz neke postkonsumistične težnje, odpora proti nakupovanju, seveda tudi zaradi okoljevarstvenih in drugih razlogov, mogoče etičnih razlogov. In ti tokovi se večkrat sklicujejo tudi na nek psihološki vpliv, ki ga imajo predmeti na naše življenje. Ojačujejo seveda ti predmeti občutek krivde in prav ta občutek krivde, ki izhaja iz predmetov, je v tej drami Harolda Pinterja zelo prisoten. Čeprav je seveda Pinter v nizanju svojih predmetov minimalističen in ohranjajo ti predmeti recimo neko dramaturško in simbolno vrednost, so vseeno ti predmeti zelo prisotni tudi v naši postavitvi. Na odru, kot bomo videli, bo kup nekih predmetov, ki nekako ovirajo prehode, ovirajo življenje teh treh protagonistov in Ema, seveda protagonistka, se želi teh predmetov znebiti, ker se z njimi seveda želi tudi znebiti delčka svojega življenja, želi se znebiti nekih napačnih, mogoče življenjskih izbir, želi se znebiti nekih starih iluzij, želi se znebiti sanj oziroma neuresničenih želja, ki si jih je v svojem prejšnjem življenju, recimo, ki si jih je nakopičila. Torej, predmeti so boleči pripričevalci nekega drugega življenja, ustvarjajo bolečino, ustvarjajo občutek sramu, ojačujejo predvsem ta občutek praznine, ki ga največkrat skušamo napolniti ravno s predmeti. Zanimivo je, naj omenim, da potegnem še eno mogoče vez s sodobnostjo. Pred kratkim so v Italiji nek inštitut, raziskovalni inštitut, je ugotovil, da je proporcija sorazmerna med številom predmetov, ki jih ima ženska in
njeno percepcijo stresa v življenju. In zanimivo, da je prav Pinter dodelil Emi, glavni protagonistki ženski, recimo to nalogo, da je tista pričevalka oziroma tista oseba, ki se v drami najbolj sooči s količino teh predmetov. Nekako, ne vem, kot režiserka seveda ne bom znala dati odgovora, ali je to res odvisno od tega, da je kljub emancipaciji ženska nekako pobirjena k upravljanju domačih predmetov in zaradi tega s tem bolj povezana, gotovo pa imamo pač znanstvene dokaze, da to nekako drži in je potem Ema seveda prvi posrednik te bolečine tudi do vseh ostalih soigralcev oziroma do vseh ostalih likov. Ema seveda s temi predmeti polni svojo praznino življenja, tako kot zelo pogosto se dogaja tudi v našem sodobnem svetu, ko seveda skušamo polniti svoje emotivne ljubezenske deficite ravno s predmeti. Hvala lepa. Za zelo izčrpno povedano, izpovedanega in iz načina, kako je bilo povedano, lahko vidite, da je gospa Jasmin Okovic avtorica v polnem pomenu besede. Mi smo enkrat že spoznali in tudi predstavili naši publiki. Ne pa morda vseeno povem, da je pravzaprav na poti k svojemu zenitu, kajti v tem času, ko govorimo, oziroma v tem preteklem času, je Jasmin zelo močno vpeta tudi, ne povem, v projekt Evropske prestolnice kulture, Nova Gorica, z številnimi projekti in smo res lahko veseli, da je pravzaprav imamo, da je najdla en časovni pas, kateremu ga je lahko namenila Šentjakobskemu gledališču. Ustvarja tako na oni strani slovensko-italijanske meje, kot sedaj v Novi Gorici in sem prepričan, da bomo še veliko slišali o tebi in se še srečevali. Hvala lepa. Zdaj pa gremo naprej. Podrobneje drugih predstav ne bi predstavljali, bi pa mogoče najprej pogledali malo onkraj v tem smislu, kar smo govorili na začetku, da letos preizkušamo nove stvari, nekoliko drznejše, težje, tehnično, tudi ne nujno popolnoma iz gledališkega področja in vendar želimo, da to nekako tudi postane naše področje, na katerem dobimo številne nove gledalce, da nas drugače prepoznajo in da se tudi sami predvsem nekako razvijemo. Govorim o projektu, ki smo ga dobili preko razpisa, evropskega razpisa PULSZ. Več o projektu, ki smo ga poimenovali Art Media Lab, to je nekako žanr tega dogodka, je naslov na drugi strani Life-a, Stage to Change, namenjen mladim med 16 in 25. Tukaj se moram zelo zahvaliti svoji sodelavki, uspešno Saši Strnak, vodi tega projekta, ki ga celostno pripravlja in snuje številnimi gosti. Preden pa dam besedo Saši, bi prosil Gregorja, da nas poveže v Bruselj. Namreč ta projekt je nastal v koprodukciji oziroma v sodelovanju z 3 partnerji, 2 slovenskimi in pa še enim slovenskim in pa ECE Bruselj, za katerega je direktor Bojan Kordalov. ECE Bruselj, bom nadaljeval v angleščini. Hello Bojan, nice to meet you. Just a moment before we switch to Brussels, let me briefly introduce you. Bojan Kordalov is the Director of Policy and Communication at European Center of Excellence in Brussels and one of the leading European experts on media and AI literacy. With over 20 years of professional experience and more than 500 training sessions delivered, he has worked extensively at our crossroads of media, digital transformation and public communication. In our project, he serves as senior EU trainer, bringing his knowledge and inspiration to empower young people as active citizens and digital creators.
We are very glad that he can join us live today, directly from Brussels. Hello, Milan. Hello, everyone. Can you hear me? Well, Yes, we can hear you. super. So it's a great honor to be connected with you and be part of this press conference, and thank you for inviting me and for this opportunity. It is really great honor for the European Center of Excellence and for myself personally to be part of this innovative initiative, I would say, which combines the media literacy and theater. This is actually the first time in Europe, and I would say more globally, when this kind of initiative happens, and which will eventually and more than sure contribute towards the increasing the level of media literacy and the literacy in Slovenia, but also on European-wide level. Well, actually, today we're speaking, as you all know, of a time where disinformation spreads faster than the truth, where algorithms often or almost always decide what gets seen and what gets heard. So empowering young people to think critically, to enhance their media and media literacy really brings added value. So this initiative is very timely. This Art and Media Lab, how it is designed, focusing on the practical knowledge, on the practical exchange of views and experience with the mentors and with the audience, will give really an excellent example on how this approach should be changed and how this approach, which will be piloted, will be further disseminated throughout the other European countries and examples. So our role as European Center of Excellence, together with our partners of Jakobs School, Gledališće in Ljubljana, is not just to equip young people with skills, but first and almost above all, to inspire them. So all the role of the mentors, all the role of the participants and the organizers will be how to convince and give a chance to the young people to get convinced that their voices matter, that they're already shaping narratives, influencing debates, and bringing democratic values to life through the content they create and share. So definitely from Ljubljana to Brussels, this project already reminds us, and will more in future, that the presence of European democracy depends on young people, but not only the future. The young people are the presence, and they are not just the consumers of the digital content, as we usually want to say, but first of all, that they are creators, that they are shapers, and they are active citizens. Because the real change makers in this sphere, as I mentioned, when the algorithms somehow decide more what gets seen and disinformation spreads faster, their role as a change makers really makes sense. So looking forward to the Art and Media Lab event in the beginning of October, and to contribute to this impact of the initiative and to create this really excellent youth-led project. Thank you very much. Bojan, thank you, and farewell to Brussels. That was Bojan Kordalo from ECA Brussels, our partner. Now I will, sedaj pa bom predstavil se nazaj v slovenščini, ker mi gre nekoliko boljše. Hvala lepa, Bojan. Gregor, lahko se poslovimo. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you. Za inovativnost, brez dvoma, in pa praktično izvedbo tega, kar je povedal gospod Bojan, kot sem že omenil, skrbi gospa Saša. Do sedaj smo naredili že kar nekaj korakov pri uresničitvi tega projekta, in če smo si ga na začetku nekateri stežka predstavljali za ene tako abstraktne zadeve, kot je media literacy, moram reči, da pod tvojim delom nastaja izredno zanimiva, vibrantna, živahna in mladostna pravzaprav vsebina, in pa že tudi program tega dvodnevnega dogodkov. Ali nam lahko malo več, prosim, predstaviš? Hvala. Hvala. Ja, dejansko bom rekla, je ta projekt zelo svež za nas, tudi zato, ker se bomo povezali z mlajšimi, to je skupina 18-26 let. To je dvodnevni Art Media Lab, ki bo imel prost vstop.
število mest je omejenih, na voljo imamo 180 mest, ki bodo v soboto poslušali predavanja vrhunskih mentorjev, bom tudi razložila vsebine in pa imena, in pa v nedeljo bili deležni na njihovih delavnicah. Po zaključku tega dvodnevnika Art Media Laba bo tudi okrogla miza, tako da bomo pridobili nek občutek stanja in pa tudi dejanskega stanja razmišljanja mladih, da bomo iz neke te pasive jih potegnili v aktivo in mogoče s tem pridobili tudi kakšnega novega člana ali pa sopotnika na naši poti Šentjakobskega gledališča. Skratka, program vključuje predavanja, delavnice in pa okroglo mizo z vrhunskimi mentorji. Dan Domen Gajman, soustanovitelj Duncan Davisa, strokovnjak za digitalni marketing in pa ustvarjalnost. Pa želeli smo potegati neko zgodbo, ki je nastala kot ideja, tako nekako kot pred 105 leti našega gledališča, ko so se ljudje zbrali in začeli razpravljati o ideji in potem zadevo iz neke ulice ali neke dnevne sobe popeljali v Slovenijo in pa širše čez meja. In njihova skupina je tak dober primer prakse, kjer se bodo vsi, bom rekla, obiskovalci soočali za stereotipi, kaj pomeni od ideje do realizacije, kaj pomeni, ko poskušaš stopiti v stik za mediji, pa še ne poznajo tvoje zgodbe, pa se dogajajo zanimivosti, ki jih bodo razkrili in kako je, ko pride neka razsežnost preko vseh meja, kar so si zasnovali, kar pomeni, da danes nastopajo v 16 državah Evropske unije in tudi dlje. Filip Dobranič je drugi mentor, ki bo bil deležen na našem Art Media Labu. Njega smo si izbrali zato, ker je odličen komentator, hacker, je soustanovitelj inštituta, danes je navdan strokovnjak za tehnologijo, digitalno etiko in pa digitalno komunikacijo. On bo kot svojega pogleda nam predstavil, kaj pomenijo nevarnosti, prednosti, slabosti in pa pomanjkljivosti vseh socialnih omrežij, kaj pomeni kibernetska varnost, ali se zavedamo, kaj dejansko pomeni tudi danes naše pojavljanje na spletu in pa povsod. Tako da bo v bistvu preko svojega predavanja predstavil tudi pasti vsega tega našega krasnega sveta, bomo rekli cyber sveta, ki je našo mladino in pa mlajšo populacijo popolnoma zabil. Potem bo tukaj Mare Bulc, gledališki režiser, tudi naš režiser v sezoni, ki se bo lotil po novem letu Florjana Zelerja s predstavo Laž. Z njim sodelujemo že kar par let, prvič s predstavo Hodnik, nato s Pelikanom, letos z Lažjo in pa tudi na našem Art Media Labu smo se odločili zato, ker je dober performer in pa mentor za družbeno angažirano gledališče. In pa zadnja mentorica je pa Maja Weiss. Z njo sodelujemo prvič in pa ne zadnjič. Namreč začeli so se pogovori, ker se nam bliža 110. obletnica, povabili smo k sodelovanju, pripravljamo neko fajn idejo, tudi mogoče v eni retrospektivi zgodovine našega Šentjakobskega gledališča, tako se je porodila tudi povezava s tem Art Media Labom, ker vse to pojavljanje na spletu se povezuje s filmom. Se pravi, dokumentarno raziskovanje, kaj je fikcija in kaj je laž, kako predstavljati določene stvari in tudi primerno pripraviti neke izjave, objave, ki jih mladi že sedaj delijo z nami. Tako da Maja Weiss kot režiserka, scenaristka in pa znana po družbeno angažiranih projektih in pa filmski umetnosti bo poskušala mlade pravilno razvijati in spodbuditi potencial, s katerim bodo dosegali dober namen, dobro in kvalitetno sporočilo in pa tudi, da jih sooči s tem, kaj pomeni stopiti do take čevlje, kot je film. Vsi ti mentori pa imajo tudi v nedeljo delavnice. Število mest na teh delavnicah bo omejeno, kar pomeni, da popolnoma vsi obiskovalci ne bodo mogli biti deležni, se bomo pa potrudili, da bomo čim več jim lahko to omogočali. Domen Gaj se bo pač lotil delavnice, kako idejo spraviti v minuto, ki prepriča. Maja Weiss bo imela performance pred kamero Neslišni ali slišni človek.
Marburg pa bo uporabil gledališče kot medij za družbeni komentar, pa Filip Dobranič bo se lotil debate, kako se pogovarjati o razdvajajočih rečeh brez krega. Vsi ti mentori bodo ves čas v soboto in ponedeljo opazovali vse obiskovalce, sledili k temu, kdo je aktiven, kdo je nekako najbolj, katerega obiskovalca ali pa mlajšega, to se pravi dekleta ali fanta, bo ta Art Media Lab zanimal, zato da mu bodo lahko pomagali. Namreč vsi ti mentori, ki bodo predavali, bodo tudi na voljo med odmori, pa ves čas v času Art Media Laba, da se bodo lahko te izjave ali pa objave posnele. Kajti namen tega projekta je, da pridobimo izjave mladih in o njihovem razmišljanju. In bo tudi tam kamera, posnemalec, bodo pomočniki, ki jim bodo pomagali to tudi ustvariti, bomo zmontirali, bomo tudi pošiljali na to platformo Zem. Med najboljšimi, računamo, da bomo izbrali se 60-100, ki se bodo odločili za tako izkušnjo, bomo poslali tudi na strokovno komisijo te naše, se pravičujem, kar prebrala, Evropskega centra za odličnost Brusel. Tam bo letna konferenca 4. in 5. in 6. novembra, kjer se bodo izbrali najboljši, med njimi bomo tudi mi poslali 4 do 5 najboljših za svojimi prispevki, da bodo lahko bili prisotni na tej konferenci, se spoznali še z ostalimi akterji, ki so sodelovali na podobnih projektih in mogoče tudi je to njihova odskočna deska ali referenca, na vse zadnje, vsekakor tudi drugačna izkušnja, ki jo lahko pač delijo z ostalimi. Na vseh teh zadevah so vedno podkrepljene tudi z raznimi predavanji, povezovanji, tako so tudi na nek način headhunterji, ki išče dobre komunikatorje, ki se lahko kasneje involvirajo tudi kakšne druge smeri, bolj angažirane. Pomemben je še to, da je zaključek Art Media Laba tudi okrogla miza, ki jo povodila dr. Andreja Popač skupaj z mentorji in na kateri bodo predvsem odprli temo evropske zgodbe na lokalnem odru, kaj pomeni demokracija v očeh mladih, mediji med resnico in manipulacijo, umetnost kot družbeni komentar, mladi kot ustvarjalci medijskih vsebin in pa povezovanje evropskih in pa lokalnih perspektiv. Andreja Kopač je dramaturginja, publicista in pa raziskovalka, poznana v širših krogih v Sloveniji in pa izven nje, tako da smatramo, da bo ona zelo spretno vodila to, namreč lotila se je že sestavljanja omenjene razprave, sicer začenši z razbijanjem stereotipov, tako da verjamem, da bo pestrost vsebin in pa tudi zaključkov, ker ta okrogla miza bo na nek način tudi evalvacija dvodnevnega Art Media Laba. Želimo si, da bi s tem na drugi strani live, zakaj smo to tako pomenovali, ker mi imamo pač neko percepcijo, kaj nam družba narekuje, kaj nam družba da, in na drugi strani live smo mi, se pravi, kako pa mi vse to doživljamo, razumemo predvsem in kako smišljamo. In na temu Art Media Labu želimo pač ta notranji glas out of the dark dati na light, kot bi rekel Falko v svojem komadu, in in si dovoliti spregovoriti, kajti nihče nam ne more vzeti našega glasu. Da pa nismo agresivni, da pa nismo samo politični in pa na nek način vulgarni, smo lahko tudi zelo zanimivi pri izražanju, s tem nam bodo pomagali tudi mentori, da bodo pač mladi sooblikovali ustrezne, primerne izjave, ki štejejo in lahko sporočilo nesijo dlje, kot sami mislijo, da smo reali. Se pravi, če strnemo, en dogodek, 2 dni, 4 mentori, 15 udeležencev na delavnico, 180 mest, 60 izdelkov, ki jih moramo poslati v javnost, ki jih bomo producirali ali več. Nekaj novo ustvarjamo, zelo smo vznemirjeni in mislim, da bo še slišati za nas. Zdaj pa,
Vsebine, igralci, gledališče je ena polovica, druga polovica nas pa ni brez gledalcev. Tukaj pa bi prosil gospoda Srečka Krmavnarja, da nas mogoče malo uvede, ker je veliko na prvi bojni liniji te črte med nami in pa abonmaji, ki jih v tem obdobju prodajamo, se pravi naš program, ki ga ustvarjamo, mora do ljudi, pa bi prosil mogoče, če nam ti predstaviš še ta vidik našega zapopadanja, ki je zelo pomemben. Ja, hvala lepa. Govorili bomo torej o abonmajskem programu Šentjakobskega gledališča za sezono 2025-2026, pa bom jaz listka si vzel. Direktor je že prej omenil v svojem uvodnem nagovoru, da smo kar ambiciozno zastavili novo sezono in to se pozna tudi, kar se tiče abonmajske ponudbe, namreč lanskima dvema abonmajema, se pravi abonma Redni in abonma Uspešnica, smo v novi sezoni dodali še dva nova in sicer abonma Zmagovalni in pa abonma Šolska scena. Redni abonma zajema 4 premierne uprizoritve v novi sezoni, o čemer je že direktor govoril. Abonma Uspešnica, kot že nekako ime napeljuje, je sestavljen iz 5 uspešnejših predstav minulih sezon. Abonma Zmagovalni ima prav tako 5 predstav in sicer predstav, ki so bile nagrajene na festivalih ljubiteljskih gledališč po Sloveniji. Potem abonma Šolska scena se pa tudi da iz imena razbrati, ne pa namenjen predvsem, bi rekel, prvenstveno dijakom, no, ker gre za nabor predstav, ki jih imajo v svojem šolskem programu. Tukaj, naprimer, imamo tako Shakespearejev mnogo hrupa za nič, kot Gogoljevega revizorja, pa Linhartova Županova Micko in tako naprej, da ne naštevam. Pomladanski del opisa je bil zadovoljujoč, smo bili kar zadovoljni. Zdajle se je pa začel jesenski s septembrom in bo trajal vse do 17. oktobra. Upamo na vsaj tak obisk kot lani, ko smo zabeležili prek 800 abonentov. Mogoče bi k temu repertoarju za sezono 25-26, o katerem smo govorili, se pravi o 4 novih uprizoritvah, 4 premierah, dodal kot informacijo morda samo še to, da imamo sicer trenutno v svojem programu živih še 20 predstav iz preteklih sezon, skratka ogromen nabor enih predstav, ki jih trenutno in jih bomo tudi v novi sezoni prizadili. Ja, zdaj, odvisno, a ne, glede, kot sem rekel, na različne tipe abonmajev so tudi cene različne, se pravi, abonma Redni, ki je nekako največ obiskovalcev si ga izbere, je 45 evrov. Potem abonma Uspešnica, kjer je ena predstava več, noter je 58 evrov, enako abonma Zmagovalni, medtem ko abonma Šolska scena, v katerem je prav tako 5 predstav, je pa 50 evrov. S tem pa naj povem še, da v tem, se pravi 4 v abonmaju Redni in 5 v ostalih abonmajih je pridružena potem še ena predstava oziroma en dogodek po izbiri, ki si ga pa abonent lahko pač sam izbere. Pa lahko še dodam, da za razliko od drugih gledališč, kjer so cena karte subvencionirane strani države ali lokalne skupnosti, je v našem primeru cena našega abonmaja subvencionirane strani prostovoljnega dela naših članov in je zato lahko polovica najcenejšega abonmaja institucionalnih gledališč v mestu Ljubljana. Hvala lepa, Srečko.